Prosim, nauči me kakšno vajo za ishiadični živec, tisti, ki gre v nogo, ko noga otrpne in mravljinči. V tem videu ti bom pokazal, kako si lahko doma pomagaš pri ishiasu z enostavnimi vajami. Ta video lahko pomaga vsem, še posebej, če imaš vnet ishiadični živec, razdražen, utesnjen ali če imaš hernijo diska v ledvenem delu hrbtenice. In najboljše pri vsem tem je, da boš videl, da ti ni treba biti mlad, suh ali zelo gibčen, da bi izvajal te vaje in izboljšal zdravje živcev. Ishiadični živec povzroča veliko težav, ker je največji živec v telesu, je debel živec. Debel je približno za 2 prsta in poteka po vsej nogi. Vaje, ki jih bomo tukaj izvajali, služijo za sprostitev glavnih točk, ki stiskajo, dražijo in celo vnamejo ishiadični živec. Pravzaprav nikoli nisem razumel, zakaj ljudje vedno mislijo samo na hrbtenico in piriformis, ko pa je lahko težava z ishiadičnim živcem kjerkoli v nogi. Skratka, začnimo od zgoraj navzdol. Prva točka stiskanja je v sami hrbtenici. To je foramen, tista luknjica, skozi katero potekajo korenine ishiadičnega živca. Ulegli se boste na trebuh. Pomembno je, da so stopala zunaj postelje, kavča ali kjerkoli že ste. Roke postavite v višino ramen, lahko bolj narazen ali bolj skupaj. Sprosti hrbtenico, nočem, da uporabljaš moč v hrbtu, samo v rokah. Počasi iztegni roke, poglej, do kam lahko greš, brez sile, brez bolečine. In se vrni nazaj. Brez naglice. Veliko ljudi čuti konec hrbtenice zategnen, kot da bi bil en sam blok, kot da bi bila ena sama stvar. En del zmar gibanja. In prav tam nastane ishiadični živec, L4, L5 in iz križnice. To boste naredili 10krat brez hitenja. S temi 10 gibi kot, da sproščamo, odklepamo, podmazujemo konec hrbtenice. To boste naredili 10krat, nato počivate in ponovite to serijo 3krat. To so 3 serije po 10 gibov. Videli boste, da boste, ko končate, imeli povsem drugačna ledja. To je dobro za lumbago. Druga točka pritiska na ishiadični živec je mišica piriformis. Ampak brez skrbi, sprostili bomo to mišico brez trpljenja. Poznam veliko ljudi, ki so bili travmatizirani zaradi tistih globokih masaž, kjer so včasih uporabljali celo komolc, pa ni pomagal nič, samo še bolj boleče je bilo. Kar bomo naredili, je nežno raztezanje, nato pa se bo piriformna mišica postopoma vedno bolj sproščala, korak za korakom, na zelo udoben način. Postavili se boste ob stol. Nogo, pri kateri želite sprostiti piriformno mišico, položite na stol. Počasi se boste obrnili na drugo stran, zasučite trup, dokler ne začutite prijetnega raztezanja tukaj v predelu zadnjice. Občutite raztezanje, kot da bi se pretegovali. Tukaj se ustavite. Položite roko na zunanjo stran kolena. In ne da bi trup vrnili nazaj, obdržite ta položaj in z rahlo silo potisnite koleno v dlan, kot da bi želeli odmakniti koleno. Občutili boste, kako se te mišice tukaj aktivirajo. Če čutite kakršnokoli nelagodje, uporabite manj sile, prav? Šteli bomo do 5. In se sprostite. Poskusite se čim bolj sprostiti, še posebej na tem predelu. Še enkrat, uporabi moč, potisni koleno v roko, občuti, kako se tukaj prebujajo mišice v zadnjici. In se sprosti. Če si izgubil občutek raztezanja, se preprosto še malo obrni, dokler se raztezanje ne vrne. In ponovi močno, štej do 5. In sprosti se. To boš naredil 5krat z vsako nogo. Tukaj poleg zmanjšanja bolečine, zmanjšanja otrplosti, mravljinčenja, občutiš toploto, ki se spušča po nogi. In to je izboljšanje cirkulacije, ki pride skupaj z sprostitvijo globokih mišic. Zavrti kamen iz reteja. Skoraj 10 let sem že tukaj na YouTubu in to bo prvič, da bom učil ta gib. In zagotavljam ti, da tega vajega še nikoli nisi videl nikjer, niti na internetu, niti zunaj njega. Kar bomo naredili je, da bomo sprostili vse točke stiskanja ishiadičnega živca v kolenu in gležnju hkrati. Ishiadični živec se tukaj zadaj na stegnu, blizu kolena, razdeli na 2 dela. En del poteka blizu glave mečnice,
te kosti na zunanji strani noge. To je točka, zelo pomembno območje za ishiadični živec. Tukaj pri gležnju, mislim, da bo z druge strani boljš videti, tukaj pri gležnju gresta oba dela ishiadičnega živca, eden poteka za gležnjem, blizu pete, drugi pa spredaj, glej, spredaj in zadaj pri gležnju. Način, da sprostimo vse te točke hkrati, je, da sedite z nogo trdno na tleh. Če sedite bolj na robu stola, je še bolje. Osredotočili se boste na gibanje in bili pozorni na mali prst na nogi. Poglejte. Dvignite mezinec, ga čim bolj oddaljite od tal, nato pa mezinec čim bolj potisnite v tla. Vidite, da se gleženj premika, vendar je vaš fokus na mezincu. To gibanje boste izvajali počasi, kolikor le lahko, z največjim možnim gibom, od 30 sekund do 1 minuta. To bo mobiliziralo, namazalo in sprostilo vse točke, skozi katere poteka ishiadični živec. Glava mečnice, tukaj zgoraj, in obe točki na gležnju, spredaj in zadaj. To boste izvajali od 30 sekund do 1 minuta na vsaki nogi. Tako je, še boljš. Te 3 vaje, ki smo jih zdaj naredili za sprostitev točk vzdolž poti ishiadičnega živca, lahko izvajate 2 do 3 krat na teden. Lahko jih izvajate samo na nogi, kjer čutite bolečino. Čeprav je idealno oziroma najboljše, da jih izvajate na obeh nogah. Zdaj pa naslednja vaja izboljša celotno delovanje, izboljša zdravje celotnega ishiadičnega živca, od začetka do konca. Zato je pomembno, da to vajo izvajamo vsak dan, predvsem dokler išias še ni 100% v redu. To je tehnika nevralne mobilizacije. To je tehnika, ki služi za sproščanje predaslic, ki smo jih nabirali celo življenje. Tehnično ime za to je izboljšanje nevrodinamike. Poiskali boste prostor blizu stene, ulegi se boste, lahko je to kavč, postelja ali tla. Pokazal bom najmočnejši način mobilizacije, ki ga poznam, za ishiadični živec. Zato bodite pozorni na podrobnosti, prav? Ta tehnika bo nekoliko drugačna od drugih, ki ste jih že videli tukaj na kanalu. Prva stvar je, da se uležemo blizu stene. Druga stvar, glavo pustite dvignjeno. Torej, lahko uporabite vzglavnik, 2 vzglavnika, tisti klinasti vzglavnik, kaj ne tisti trikotni vzglavnik. Pomembno je, da je glava dvignjena. Noge pokrčene, ena noga, iztegnili jo boste in s peto podprli ob steno. Se vidi stopalo? Se. Povlecite stopalo proti sebi, gledajte, naredite ta gib. Tako. Poglejte, kaj občutite zadaj na nogi. Če ste začutili bolečino, da vas preveč vleče ali boli, pomeni, da ste preblizu stene. V tem primeru se odmaknite. Če, tako kot jaz zdaj, niste začutili ničesar, nobenega raztezanja, pomeni, da ste predaleč. Zato se približajte steni. Naslonite peto, iztegnite koleno in povlecite stopalo. Zdaj boste začutili raztezanje. V tem položaju raztezanja, brez bolečine, boste naredili tisti gib s stopalom. Konica, upogni, iztegni, pokrči. Iztegni, zlomi stopalo. Naredi to počasi, brez hitenja. 60krat vedno se ustavi, če začutiš utrujenost ali če začutiš, da se oglaša ishiadični živec. Začneš čutiti bolečino, začneš čutiti otrplost, mravljinčenje, spustiš nogo, počakaš, da utrujenost, bolečina, otrplost in mravljinčenje minejo, potem nadaljuješ in dokončaš vseh 60 gibov. 60krat z vsako nogo. Želiš še boljše rezultate? Obstaja mišica, ki ob napetosti posnema bolečino v ishiadičnem živcu. Pokazal bom, kako to mišico izboljšati na preprost način v tem videu tukaj. Samo klikni tukaj na zaslonu. In če ti danes lahko pomagam, se mi zahvali tako, da ta video deliš z nekom, ki ima težave z ishiadičnim živcem, čuti otrplost ali mravljinčenje v nogi, ali ima hernijo diska v ledvenem delu. To je vse, kar prosim. Poskrbi, da ta video pride do tistih, ki ga potrebujejo. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.